Pozdravljeni. Na veliki nagradi Miamija smo zopet bili priča dokaj inkonsistentnim odločitvam samih komisarjev. Poglejmo si skupaj, zakaj gre. Priznam, da se sam mnogokrat znajdem na strani komisarjev, ko le-ti odločijo za mnenje nekaterih navdušencev sporno in nepravično. Kolikokrat se je zgodilo, da smo pravzaprav skupaj ugotovili, da tisti primeri iz preteklosti pač ne odražajo situacije, ki jo vidimo v sedanjosti. In verjamem, da mnogi izmed vas ste se tudi znašli pravzaprav v situaciji, kjer so nekateri histerično zatrjevali, kako so se komisarji odločili napačno in tako poškodovali tistega, za katerega najbrž navija sam govorec. A na veliki nagradi Miamija se je zgodilo marsikaj, tudi spornega. In danes si bomo ogledali nekaj primerov, o katerih pa žal nihče ne govori. In tu bo potrebno dati določen poudarek na same odločitve in na tako imenovano konsistentnost, ker bi lahko dejali, da za enak prekršek sledi enaka sankcija. In ogledali si bomo 3 primere iz celotnega vikenda. Namreč citiram dogodke, ki so zapisani v dokumentu 47, 81 ter 84 celotnega vikenda. Zakaj gre? Namreč za tisti incident, ki se je zgodil v prvem ovinku sprinta, za trk med Magnusenom in Sargentom, ki je povzročil varnostni avtomobil in posledično dal prednost naprimer Landu Norrisu, in na koncu še trk Carlosa Sainza mlajšega z Oskarjem Piastrijem. Na prvi pogled boste dejali, saj ti 3 incidenti nimajo neke podobnosti, neke povezave med seboj. Ampak če pogledamo poročila, ki jo imajo, v vseh 3 primerih se seveda dogodke presoja po športnem kodeksu FIE, točneje dodatku L poglavju 4, 2. členu pod razdelku D v vseh 3 primerih. In tu se bomo najprej seveda spustili k tistemu dogodku, ki se je zgodil na sprintu, na množično trčenje, v katerem so bili udeleženi Lance Stroll, Fernando Alonso, Lando Norris in Lewis Hamilton. Treba je poudariti, da nihče izmed njih na koncu ni bil spoznan za krivega. Šlo je za tako imenovani dirkaški incident, ki je dokaj pogosto zadeva. A konec koncev, da malce obnovimo, kaj se je zgodilo. Namreč najprej je Lance Stroll začel dobesedno iztiskati Landa Norrisa proti zunanjemu delu proge. Oba sta se začela pomikati proti levi strani. Nato je seveda temu manevru tudi sledil Fernando Alonso in na desni strani, tisti notranji glede na prvi ovinek, so vsi 3 pustili dokaj široko polje, v katerega se je pognal Lewis Hamilton. Predvsem Fernando Alonso v trenutku, ko je opazil tako na široko odprta vrata, je hotel zadevo popraviti, bližal se je prvi zavoj in prišlo je do množičnega trčenja. In tu lahko razpravljamo na dolgo in široko o tem, kdo je bil ali ni bil kriv. Zanimivo je,
komisarji so odločili, kot že tolikokrat poprej, da pravzaprav ne morejo tu spoznati za krivega enega samega voznika. Zato gre za dirkaški incident in ne sledi nobena sankcija. A treba je poudariti nekaj. Uporabljali so športni kodeks FIE, ne športnega pravilnika Formule 1, sprejetega pri FII. Športni kodeks zavzema dobesedno vse kategorije motošporta, ki so pod okriljem FIE. Zato so tudi členi napisani dokaj, in ponavljam, dokaj na široko. In kaj piše v tem spornem členu? Povzročitelj nesreče ali nekdo, ki povzroča preveč zaporednih napak, kot je zapuščanje same proge, bo lahko javljen komisarjem, kateri bodo odločili o nadaljnji sankciji, ki lahko vključuje tudi diskvalifikacijo. Seveda v mojem osebnem prostem prevodu, original ste videli na ekranu. In tu so komisarji odločili, da pravzaprav v tem incidentu niso imeli nekoga, ki bi ga lahko okrivili za tistega glavnega povzročitelja. Čeprav je tu Fernando Alonso izrekel preroške besede. Namreč dejal je, ker po njegovem videnju povzročitelj ni Španec, se ne bo zgodilo nič. In nič se ni zgodilo. A na sami dirki smo videli incident, ki se je zgodil med Magnusenom in Sargentom. Zakaj je šlo? Za klasični trk in kot ponavadi si bomo pomagali z maketami. In v tem primeru bo Sargent v rdečem bolidu, Magnusen v črnem, seveda samo zato, da bomo lepše ločili zadeve. Ko je Magnusen seveda prehiteval, je na vrhuncu ovinka bil še predaleč, da bi lahko zahteval dobesedno tisti prostor, ki bi mu ga moral pustiti Sargent, če upoštevamo pravila prehitevanja, ki so bila sprejeta 19. marca leta 2022. Če bi bil Magnusen na vrhuncu ovinka s prednjo osjo poravnan Sargentu, bi moral Sargent dobesedno popustiti. Ampak temu ni bilo tako. Seveda sledil je trk in Magnusen je upravičeno dobil 10 sekund pribitka in 2 kazenski točki. In da tu bi lahko dejali nič spornega, nič takega. In imamo v bistvu 2 skrajna primera, namreč tistega, kjer dobesedno ni bil odgovoren nihče ali vsak po malem, in zato smo videli tisto znano angleško frazo no further action, in tistega drugega, kjer je bilo jasno, kdo je krivec in zato je bil sankcioniran. Ampak v dokumentu številka 84 se je obravnaval 3. incident tega vikenda, ki so ga zopet proučevali po že citiranem členu športnega kodeksa. In tu je bil udeležen seveda Carlos Sainz mlajši, ki ga tokrat damo v Ferrarija, in seveda Oscar Piastri. Zgodilo se je, da je Carlos Sainz mlajši prehitel Piastrija. Dobesedno s celim bolidom je bil pred njim, nato je izgubil malce nadzora in trčil na tisto končno ploščo samega prednjega aerodinamičnega stabilizatorja Piastrija. Poškodoval mu je bolid, Piastri se je moral ustaviti in seveda Sainz je dobil kazen. Ampak ne celotne, ne 10 sekund in 2 kazenski točki. Samo polovičko, 5 sekund in 1 kazensko točko. Ker so komisarji ugotovili, da pravzaprav je prišel mimo in ker je izgubil le za trenutek nadzor nad svojim zadkom, je povzročil ta trk. Če se to ne bi zgodilo, pravzaprav bi lahko bila situacija tudi
brez preiskave in brez sankcije. To se lahko spomnimo besed Fernanda Alonsa. Carlos Sainz mlajši je Španec. In zanimivo je, kako so tu dobesedno španskemu vozniku skuderije Ferrari zmanjšali kazen za polovico, čeprav kakšne osnove v samem pravilniku nimajo. Namreč za trk si lahko kriv ali pa ne. Ne moreš biti kriv na pol oziroma odgovoren le delno. Namreč, če se zgodi kaj takega, spadaš v ono prvo kategorijo, o kateri sem govoril na začetku. Tu se vidi veliko spremembo pri načinu odločanja skozi celoten vikend enih in istih komisarjev, ki so uporabljali en in isti člen. In razumem lahko, da na primer v prvem primeru Lewisa Hamiltona niso kaznovali, čeprav bi nekdo dejal, da v tistem primeru je bil on glavni vzrok, ker se je naslepo pognal v tisto praznino, ki se je odprla pred njim. V drugem primeru Magnusena mislim, da ni treba razpravljati kaj preveč. Tu je jasno, da Magnusen je bil odgovoren, čeprav tudi predtem v vikendu jih je storil kaj nekaj in k temu se bomo vrnili. Na koncu Carlos Sainz mlajši. Namreč, če v primeru njegovega trka z Piastrijem ne vidimo tipične dirkaške nesreče, težko ocenjujemo seveda tisto, kar se je zgodilo na samem sprintu. In vidimo, da tu kakšnega standarda pri odločanju ni bilo. A omenil sem že Magnusena in njegove težave s komisarji praktično na samem sprintu. Zakaj? Tam, na primer, Magnusen ni bil kaznovan bistveno bolj ostro, kot bi lahko marsikdo izmed nas mislil. Ker v vseh primerih, citiram samo dokument 53 in 52, so ga preiskovali po 33. členu 3. točke športnega pravilnika FIE, ki seveda določa vožnjo bolida, ampak ne omenja tiste sankcije, ki je lepo zapisana v športnem kodeksu. Namreč govorim o tisti možni diskvalifikaciji, katero sem, upam, da dovolj dobro poudaril v prejšnjem prostem prevodu. Torej, kaj lahko zaključimo? Najprej to, da komisarji, predvsem Vitantonio Liuzzi, so že mnogokrat v preteklosti odločali malce po osebnih preferencah, malce po osebnih simpatijah. Mnogokrat Liuzzi je bil izjemno darežljiv do voznikov, naprimer Red Bulla in povezane ekipe Toro Rosso, Racing Bulls oziroma Alfa Tauri. To zaradi tega, ker je navezan na to strukturo, ker so mu pomagali v začetku kariere. In konec koncev lahko bi dejali, da vsakdo izmed nas ima simpatije in antipatije, ampak pri opravljanju tako pomembne funkcije moramo biti nevtralni. In to v primeru Liuzzija v mnogih priložnostih ni bilo razvidno, ampak gre za moj občutek. A v vsej zgodbi me najbolj moti nekaj drugega. Fernando Alonso je pravilno napovedal, da če nisi Španec, pač ne boš kaznovan. Videli smo, kako so Španca kaznovali. Po mojem mnenju dokaj sporno. Namreč odločiti bi se morali, ali je popolnoma kriv ali pa nedolžen, ne nekaj na pol. In zanimivo je še tisto, kar je meni osebno najbolj razočarano. V bistveno blažjih primerih smo imeli prave histerične izlive raznih poznavalcev, ki na primer pravilnikov sploh videli niso. V tem primeru, ko je napaka oziroma sporna točka več kot očitna, so vsi tiho. In to je nekaj, o čemer moramo mi navdušenci razmišljati. Namreč kako lahko nekateri govorijo, brez da bi poznali pravila, v trenutku, ko je kršitev malce bolj očitna, so pa vsi tiho, ker jih to ne zanima.
Morda zaradi tega, ker so vključeni vozniki, za katere ne navijajo, kjer so mesta manj pomembna, kot bi si lahko mislili. Seveda, vsaka kršitev mora biti obravnavana enakovredno in vsaka izguba mesta je še kako pomembna. Vsaj takšno je moje osebno stališče. A upam, da bomo razvili še kakšno bolj zanimivo tematiko v nadaljevanju tega prispevka v samih pripombah. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.